Znanstvo med Drinkersi in Makijem iz propadle skupine D9 traja že nekaj časa. Mladi pevec je igral v 2 videospotih Drinkersov, nekaj časa pa je pri njih celo brenkal na kitaro. Ko je sklenil, da se bo posvetil samo svoji punkovski skupini in so ga Drinkersi nadomestili s kitaristom Kozo, se je z vsemi skupaj začela poigravati usoda. Makija so izdali njegovi DDV-jevci, Alko Prince pa njihov kralj Požirka. Drinkersi so povabili Makija v svoje vrste, ko so še nastopali s Koljem. Začela so se pogajanja glede denarja, ki ga je za prestop zahteval Maki. Menda so se o tem hitro pomenili, večji problem pa je predstavljal pogoj pivcev, da se mora novi pevec zrediti za najmanj 60 kg. Seksi Maki na to nikakor ni hotel pristati, saj fant slovi kot velik playboy, ki je s svojim atraktivnim videzom uspel usvojiti že lepo število deklet. Temu se noče odpovedati niti v prihodnje, že večkrat je namreč javno priznal, da je zasvojen s seksom in z vročimi oboževalkami. Prav zato so Drinkersi za njegovim hrbtom vabili k sebi druge pevce in jih mamili šopi tolarjev, če bi se le hoteli okrepiti. Vsi po vrsti so ponudbo zavrnili, pohotni Maki je vztrajal pri tem, da bo obdržal vitko postavo. Drinkersi so se znašli v težki situaciji, Koli se je na sobotnem koncertu v Kočevju poslovil in se pri zadnji pesmi psihično zdrušil. Očividci trdijo, da so na njegovih licih videli solze. Naslednje koncerte so morali odpovedati, ker se dogovori z novim pevcem niso nikamor premaknili. Včeraj pa so z Makijem končno sklenili kompromis. Pristali so na njegov pogoj, da se ne bo redil kot Odoje, kom pa je pristal na njihovega, da si na večer ne bo privoščil več kot 3 oboževalke.